Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o tem, kako premagati odvisnost z refokusiranjem. Kaj to pomeni refokusiranje? Fokus je osredotočenost, je usmerjanje pozornosti na nekaj, in refokusiranje pomeni, da preusmeriš svoj fokus oziroma pozornost, da se osredotočiš na nekaj novega. Ta poanta, to dejstvo me je zelo navdušilo, se mi je zelo globoko vtisnilo v spomin, ko sem poslušal videoposnetek od Sonet Spis, ki govori, kako se lahko predvsem odvisnost od spolnosti, od pornografije učinkovito odpravi z refokusiranjem. Torej, ta beseda refokus je sestavljena iz dveh besed. Re in besede fokus. Fokus, kot sem že povedal, je osredotočenje. Re pa pomeni, da se ponovno osredotočiš oziroma da se osredotočiš na nekaj drugega. Zakaj je preusmeritev pozornosti tako zelo uporabno in močno orodje, ki me je tako tudi osebno zelo navdušilo? Odvisnost oziroma zasvojenost je obsedenost z neko navado, z neko skušnjavo, z neko izkušnjo energije, občutka. Konkretno, če gledamo tukaj odvisnost od pornografije. Imamo neko misel, v glavi, v umu se pojavi neka misel. Aha, zdaj bi pa gledal porniče. In mi imamo možnost v tistem trenutku, ko se ta misel pojavi, tej misli dopustiti obstoj in ji slediti, se pravi, se fokusiramo na to misel in dovolimo, da ta misel prevzame kontrolo nad našo odločitvijo, kaj bomo počeli. Se torej prepustimo, da nas misel začne usmerjati. Misli pa oziroma naš umsko-zavestni sistem avtomatično, samostojno proizvaja izključno zato, da bi nam vzel pozornost od zavedanja realnosti v tem trenutku. Zato, da bi nas odmaknil stran od te realnosti, od te fizične realnosti, in da bi nas na ta način ločil v umu za neko škodljivo, nerealno, polarno mislijo, da bi povzročil v naši notranjosti konflikt. In posledica tega konflikta je energija, ki jo potem on posrka za svoj obstoj, za svoje delovanje. Ker je energetski sistem, je parazitski energetski sistem, kot recimo bela omela na drevesu, in rabi gostitelja. In mi smo tisti gostitelji, naše fizično telo je tisti gostitelj, iz katerega naš črpa energijo za svoj obstoj. On nam pa seveda za temi zvijačami, za temi povabili, da sodelujemo v umu, jemlje pozornost in pridobi
naše dovoljenje za to, da nam posrka življenjsko energijo. In mi smo tisti, ki to lahko dovolimo ali pa ne. Pomembno se je torej zavedati, da ko pride neka misel, neka skušnjava, da imamo mi v tistem trenutku moč odločitve, ali bomo tej misli sledili ali ne. Torej, ali bomo dali fokus tej misli, ali se pa bomo refokusirali na nekaj drugega. Torej, vsako odvisnost, zasvojenost je možno premagati z odločitvijo. Samo odločitev je potrebna. V trenutku, ko se pojavi misel, v tistem trenutku moramo reči ne in nehati slediti tej misli, ter svoj fokus, svojo pozornost dati nekam drugam. To pomeni osredotočiti se na nekaj drugega, samo da ne bi sledili tej misli. In na kaj lahko damo pozornost? Praktično ni važno, na karkoli, samo da ne sledimo več tej misli. Koristno je, da se osredotočimo na nekaj, kar je v naši bližini, kar lahko takoj uporabimo. In najbolj koristne so neke praktične fizične aktivnosti. Recimo smo za računalnikom, nekaj delamo in nam proizvede misel. A ne bi bilo zdaj fino pogledati en pornič? In takrat v tistem trenutku takoj rečeš ne in vstaneš od računalnika in greš nekaj narediti. A greš recimo, kaj sem, v kuhinjo nekaj pospraviti, ali posesati po tleh, ali vzeti v roke neko knjigo, ali iti ven na sprehod, narediti, 10 sklec, karkoli. Še najbolj fino je neka fizična aktivnost, ker fizična aktivnost nas prizemljuje. Je energetski sistem in nas ločuje od fizične realnosti in za fizično aktivnostjo se vrnemo nazaj v to fizično realnost. Torej, refokus, preusmeritev pozornosti od misli je močno orodje za to, da se osvobodimo kakršnekoli odvisnosti. Odvisnosti postajajo s časoma vse bolj močnejše, dalj časa, ko jih dopuščamo. Najprej je prva misel, poglej pornič, pa pogledaš, pa potem spet, naslednji dan, spet ista misel. In to večkrat, ko dopuščaš iste misli, bolj se ta vzorec poglablja, vse bolj močnejše misli postanejo. In pomembno je potem sistematično delati na zaustavljanju teh misli. Ko se spet pojavi neka taka misel, rečemo stop in se preusmerimo, naredimo neko fizično aktivnost, karkoli drugega, da zaustavimo sledenje tej misli. Bo seveda še vedno poizkušal nam vzeti pozornost za enako mislijo ali podobno mislijo. In pomembno je, da vztrajamo, da vedno mi prevzamemo kontrolo svojega življenja in rečemo ne. To ni podporna aktivnost za moje življenje, nočem tega. In preusmeriš pozornost. In ko poizkuša in vidi, da nam ne more do živega, nas bo vse bolj pustil pri miru. Vse manj se bojo pojavljale te misli, moteče, škodljive misli in vse večjo kontrolo nad svojim življenjem bomo lahko imeli. Torej, uporabljajte to orodje takojšnje preusmeritve pozornosti, da se začnete osvobajati od vseh odvisnosti. Več podpornih informacij pa najdete še v opisu tega videoposnetka.
Hvala za pozornost in nasvidenje.